Dlje časa si sam, mogoče teže se prilagodiš. Tako da v bistvu me je friendzonal, moj fant. To je moj najljubši del, ta smeh. Dobro jutro in dobrodošli v nov vlog. Malo težko jutro sem imela, ker sem imela krče, take res grozne in ker slabo mi je bilo, tresla sem se in sem šla nazaj spat za 2 uri in pol je minilo, zdaj imam take čist blage, nič hudega. No, včasih jih imam, včasih jih pa nimam in vedno traja tak 2-3 ure, pol so pa oni res blagi, danes je bilo prav, no, pač na jok mi je šlo v glavnem. In bila sem zmenjena ob 11 zgodcev in sem jim pisala sorry, ampak ne bom mogla, tako da če se lahko malo kasneje dobima, če ima cajt, tako da se zdaj dobima in gremo v en hotel na kavo, ker imajo ful lepo smrekico, tako res pravlično in bom še nekaj posnela za eno sodelovanje, da se podružima pa da še vam malo pokažem, tako da to pol pa, če bo goca lačna, sem razmišljala, da bi šla jest v Kitajsko. Ena Kitajska ful dobra tukaj, kitajska panda meni ful všeč, neka nova je in mislim nova, jaz sem je zdaj že parkrat jedla, pa imajo tudi sushi, goci je pa sushi všeč, bomo videli, no, če je goca sploh lačna. Hodila sem vam samo pokazati moj outfit, ker se nikoli ne tak zrihtam. Problem teh plaščev pri meni je, jaz nimam teh oversize plaščev, zato ker pač mi niso toliko všeč, ker sem mala, pa se mi zdi, da mi ne paše, v glavnem, in imam pač normalnega. Tam je sicer malenkost prevelik, ampak imam pa ta debel pulover spod, pa ko ima roke not spravim in je ful pač ono, je fajn sam. Ja, tako da malo sem se zrihtala, če bom še kako sliko naredila, oziroma itak, kot sem rekla, bom nekaj posnela. Tako da sem si naredila make-up, pa lase, pa te uhane imam spet, candy cane, drugače pa ja. Sem kavbojke grnem, bi si pazala, ko tako napihnjena, da mi bo po moje neudobno, reš ne. Ja, pa gležnarje, pa gremo goco pobrati. Ful je lepo, tu pa tako velik plac je. Naročila smo kavo. To smo naročili. Jaz sem se odločila za sladico cvrtega navne, goca bo pa še slano. Ona ima pa slano sladico. Kruhek sem spekla po enem drugem receptu, tak ful mini je. Imam pa še enega večjega, ki ga bom pol spekla z njim cajta, ko grem na lučke. In je ratalo, tako da me pa zanima, kak je not, malo bom še počakala. S goco smo se fajn podružili, še smo še jest, tako sem se fajn jedla, da po mojem ne rabila več kaj jest. Malo gledam YouTube, pospravljam, da bom jutri pripravljena, ker imam 12-urni stream, tako da pestro je pestro, komaj čakam ponedeljek, da se malenkost sprostim, malenkost. Posodo še do konca umijam, pol pa že pride goca, ker se je ponudila, da me pela v center, nazaj bom pa že nekak. Tako da, ja, to je to, spet bom to na usnici. To je to, iskreno bi šla ne reč spat, ampak bo fajn. To je moj najljubši del, ta smrekica pa zvinjica. Dobro jutro. Včeraj sem imela 12-urni stream, tako da ni se nič dogajalo na vlogu. Danes pa me čaka kar nekaj dela, oziroma cel ta teden je še malo tak ful stvari je, no. Najprej bom urnik za ta teden naredila, se bom spravila, nekaj posnela in bo še eno tretjo stvar posnela, tako da
Dala si vzeti na urnik, resno ne, sem najbolj pomembne stvari, ki jih hočem se znebiti, ker v nadi, če ne narediš te stvari, ko te najbolj žerejo, nisi zadovoljen. Nekdo me je zbudil 2krat po noči in zdaj je cel zaspanček, le kdo je bil to? Ja, včeraj sem se počutila, kot da bom bolana, ampak po moje sem bila tek odgovoren, jaz sem imela občutek, pa mogoče, ne vem, ker nisem imela nobene pauze, dvojega chill dneva in moje telo reklo, I have enough. Ja, v glavnem, to moram popraviti, ker Mika imela prej neke probleme sama s sabo in je vse to zmetala dol. Danes naj bi bil sneg. Sem imela neko lažno upanje. Make-up sem si naredila, kodre si še naredim in bom zraven v bistvu odgovorila na eno vprašanje oziroma pokomentirala, ker se mi je zdelo tako zanimivo, pa mogoče stvar, v kateri se, ne da se ne govori, ampak mogoče tako, če to rečeš, da je nekaj narobe ali pa ne. V glavnem, komentar je bil, ga bom kar prebrala. Se ti zdi, da ko si bila že dlje časa sama, da si se nekako navadila biti sama s sabo in da se mogoče kdaj vprašaš, če boš dejansko lahko z neko osebo 24 ur na dan. Po videu sklepam, da imaš rada čas zase in glede na to, da pri ljudeh si dlje časa sam, pol nekako težava, da se nekomu prilagodiš in me zanima, če kaj o tem razmišljaš, če je preveč osebno, skipaj. Sigurno se človek navadi na neko stvar. Jaz sem po naravi sigurno rada sama, pol je pa stvar navade, ne, živim sama, zdaj že pač tako, da sem res v stanovanju 3 leta. Prej sem bila še s cimrami, ampak nisem bila odvisna od njih čisto, ne, neke stvari, kuhna pa to, okej. Sem ful rada svoj cajt, ker se mi zdi, da ko sem sama, pa ni nobenih teh motečih zvokov, dejavnikov, takrat sem najbolj, bom rekla, kreativna, pa ful bolj inspirirana. Kar se mi zdi čisto normalno, nič ni narobe s osebo, s katero si, ali pa da bi bilo z njimi kaj narobe, ali si starši, s prijatelji, s fantom, punco, karkoli, ni v njih problem, ampak samo to, da ja, takrat nisi svojimi mislimi, si v bistvu deliš tisti čas nekom. In jaz recimo, ko grem domov za par dni, mi je ful fajn. Pa se ful veselim iti sem zato, da imam tisti mir, ne. Ali pa isto, ker moj fant tukaj, sploh ne, v garsonjeri, pa on ne dela takrat, ko je tukaj, je ful sigurno čez neki cajt na nek način naporno. Recimo, ko smo pri njemu, je drugače, on dela, pa tudi nam večje stanovanje in če rabim svoj mir, se lahko odmaknem, tukaj pač ni tega. In se zdi čisto normalno, da kot ljudje, da rabimo tisti svoj cajt, tudi ko si v zvezi ali pa ko imaš otroke, se mi zdi, da vsi pogrešamo, hrepenimo potem, da imamo svoj cajt, magari par ur na dan, ne. Vse v realnem življenju dansko noben ni skup 24 ur na dan, ker pač delaš. Se mi zdi, da si moraš neko mejo najti, je pa sigurno stvar navade. Jaz mislim, da se znam dobro prilagajati, jaz sem imela tudi cimre, v študentu sem živela z bratom smo si delila sobo, vedno so bili ljudje okoli mene, ni to fora, ampak zdaj sem pa ful vesela, da živim zdaj to življenje, ko ga verjetno nikoli več ne bom, ko sem res čisto sama. Ali pa, ne vem, nekdo si želi cel life biti sam, kar je čisto okej. Ja, se mi zdi pol tudi v zvezi je pomembno, da pač komuniciraš te stvari, ne, ker to, da nisi pol tečen, da nisi ono, veš, tako da pač, da daš vedeti osebi, da to ni nič personal, ampak je samo tvoja stvar, da si rad na trenutke sam, pa delaš karkoli hočeš delati. A je to malo sebično? Mogoče, ja, ampak ne vem, vseeno smo individualna bitja, ki rabimo ta cajt, ne. Jaz ga ful cenim, se ga ful zavedam, ko ga imam. Jaz še, ko sem recimo mačko dobila, se mi je zdelo, oh my god, se je ful fajn, ampak tako neko bitje se na tebe, v bistvu računa na tebe, ne, in ampak ja, pol se vse navadiš. Tako da verjamem tudi enkrat, ko bom živela s fantom, da se bom itak navadila, ampak ja, kot sem rekla, je pomembno, da nam komuniciraš, jaz bi pa danes imela 2 uri za sebe, ali pa ne vem, da si zorganiziraš urnik, da ko njega ni, pač delaš, kar hočeš in mislim, delaš, kar hočeš, in pol mogoče si organiziraš cajt skup z nekom. Ampak ja, meni se ne zdi s tem nič narobe, je pa sigurno, dlje časa si sam, mogoče teže se prilagodiš. Jaz sem ful rada v tišini, jaz fulkrat ne sploh muzike poslušam, včasih imam video v zadju, ampak odvisno, no, kako se počutim. Jaz mislim, da je v življenju pomembno, da se znaš prilagajati, pa da nisi toliko sebičen, po drugi strani pa tudi dati vedeti, da rabiš svoj cajt in da ga ljudje spoštujejo in na ta način se mi zdi, da smo lahko bolj srečni. Vem, da je to ful vredno težje, ko imaš otroke, jaz jih nimam, ampak predvidevam, je ta cajt za sebe še bolj
redek. Recimo, vem, da je ful ljudi, ko pač itak imaš ful rad svoje otroke, ampak pol pa recimo, da mi jih daš starim staršem ali pa komu za par ur ali pa za, ne vem, grejo prespat, ko so že malo večji in si ono, wow, vzemam ful cajta, ful je dobro, ampak hkrati jih pogrešaš. Ni fora, da nimaš rad svojih otrok, a ne, ampak tista svoboda ti sigurno manjka kot človeku. Ja, to je tako malo kontradiktorno, ampak se mi zdi, da je zelo človeško in se ne smemo počutiti krive, da se tako počutimo oziroma da si želimo cajt za sebe, je nekaj čist normalnega. Tako da ja, to je moj odgovor, ne je razumljiv, ampak ja. Pa moramo tudi vedeti, da smo ful različni ljudje, da nimamo vsi istih potreb, ne vem, zato je pomembno, da pač govoriš o tem, da poveš, hej, ful te imam rad, sam pač jaz rabim zdaj malo cajt do sebe. Reč pa, malo se tako počutim meh te dni, po moje mogoče menstruacija, ampak ja, ono, ko si tako, nič se mi ne da, nimam motivacije, ne vidim pointa v life in to sem jaz zdaj trenutno, kar je čist cool, ampak tudi to je življenje. Tudi ko se ti zdi vse ima v življenju, vse pogoje za srečo ima v življenju, pa tvoji možgani delajo neke čist po svoje stvari, ne. Stiske so subjektivne. To je zelo pomembno se spomniti, da ko se počutiš, da nimaš pravice se počutiti slabo, spomni, da vsi doživljamo svet drugače, vsi imamo neko drugačno izkušnjo, zato ker se nekdo ne počuti slabo v hujših situacijah, ne pomeni, da se ti nimaš pravice tako počutiti. Sej na neke stvari ne moreš vplivati, na neke lahko. Jaz vedno pravim, sprejmi to, ta občutek pa čustvo, pol pa ne predolgo se upiri na to situacijo, torej ne predolgo biti slabe volje, ne predolgo jamrati. Tako sem jaz recimo z zdravnikom naredila skozi, diham slabo in pol smo, dej, ali boš šla zdravniku ali pa nehaj jamrati. Za vsako stvar je podobno, pač moraš se včasih malo zavedati, treba že malo tumača, ne, malo moramo kdaj pojamrati pa se izpovedati, ampak če skozi v isti stvari jamraš, pa nikoli nič ne spremeniš, je pa ful nadležno za tebe, za mene in za druge okoli mene. Tako da, jaz sem zelo, bom rekla, self-aware, ampak včasih, ko je pa ono treba akcijo narediti za nekaj, tisto je pa bolj problem. Teorijo vem, praksa pa ne. Nobenega se ne pričakuje popolnosti, ampak skozi celo življenje se nekaj učimo, ali v sebi, ali v stvareh. Nikoli ni konc, kar je cool, ker takoj, ko nimaš nekega cilja ali pa da se ne učiš, postaneš tako malo pasivn in mogoče nezadovoljen. Sploh v teh starejših letih, ko se ti zdi, da si že mogoče vse naredil ali pa, ja, da mogoče si kak hobi najdeš, pa lahko je čist nekaj enostavnega, ne rabiš si stvari kupiti, lahko je nov jezik, lahko je, ne vem. Meni se zdi, da jaz imam preveč hobijev in pol pač nič ne dokončam oziroma ja, se počutim, da nimam dosti cajta za njih. Bo že prišel cajt, ko bom se čist posvetila svojim hobijem. Srečo lahko svojim delom, svoje hobije inkorporiramo v to. Ampak se veš, takoj, ko je neki delo, tudi hobi postane malo, se pa moram to narediti. Ampak ja, čistek malo moje misli. Zdaj pa si dokončam kodre, pol pa posnamem stvari za Aeon Instagram. Evo, posneto zmontirano, 7 objavi. Zdaj pa si grejem mac and cheese. To je tako dobro, ja. Bom vam pokazala, kako sem to naredila. Nisem nič merila, tako da sem bolj na oko, ampak vseeno, da vidite postopek. Vam bi pa še rada to pokazala, ta lepe Lego set. Kak je cute. Skoro ne bi vedel, da je Lego tak na daljavo in imam zdaj zavedno ta adventni venček z svečko in tak lep mašenček ima in pač ja, res je lepo. Kuhna je spet v razsulo, bomo videli, kaj bomo. I'm not wasting any dreams this Christmas. I've made my wish upon that star. The only dream of which my list
consists to always be wherever you are. This year there will be no praying for the snow to fall. It would not make a difference to me at all. No, I'm not wasting any dreams. This Christmas I've made my wish and it came true. No, there is no denying I'm as lucky as can be. Dobro jutro. A dežuje? Ali po noči deževalo? Bolj bogo vreme je. Ja, Andreja prihaja po 10. Te cote moram zložiti, posesati, pa se obleči Mija. Včeraj sem se odločila, da naslikam na roko to voščilnico za Andrejo, ker lepo se mi zdi, ko nekaj sam narediš, ampak ja, ne vem, če imam cajt, ampak ga imam. Bom dala tukaj zraven smrekice. V bistvu darila sploh še nimam, za ta malega imam darilo, ker sem mogoče tako malo, bom rekla, subjektivno sebično darilo, zato ker leti to. Sem mu kupila to Trnovo Robido je zimsko zgodbo. Čakaj, kjera je zdaj? Aha, ta je moja. Ta je pa od ta malega. Itak je še premali, da bi bral, bo Andreja brala, ampak tako res so lepe ilustracije in se mi zelo cool, ker je tudi pač itak slovensko, ne? V slovenščini, ni slovenska avtorica, ampak ja, to mi je bila ena izmed ljubših risank, pa ful lepe ilustracije so mi, tako da za ta malega vam darilo. To moram zaviti, ampak imam papir v avtu, tako da bom po moje provala najti neki, mislim, da me nerjav papir tukaj, pa mogoče kako mašno, gre tako da. Kam gremo? Na Šmarno. V Troje! Andreja je mula, navasana z nahrbtnikom s tamalim. Jaz še sama sabo ne morem hoditi. Šmarnogorski čaj, ful je dober.
Ful nobenega razgleda. Ja, se ja. Razgled je pa najlepši. Na vrhu sneg pada. V dolini verjetno dež, bomo videli. Še pojedli neki na hitro. Mika ga opazuje iz dalja. Evo, na pohodu smo bili, najedli smo se. Mika je prvič spoznala dojenčka, dojenček je prvič videl mačko, ful je bilo cool. Mika je ful zainteresirana, sem malo previdna, ful. Zdaj pa dala sem prav eno rundo cot, perem v bistvu brisače pa servete brez detergenta, zato ker rabim ene servete za kruh in nočem, da imajo von po detergentu, tako da sem sam dodala ta alkoholni kis. Zdaj pa bom mogoče začela malo montirati. Pa ful bi rada to tako sestavlja, čisto enostavno gingerbread house iz pepkota je to in to sem si jaz lani kupila, pa nisem sestavila, se mi zdi, ali sem si letos Tako da to bi rada sestavila in malo montirala, pol se moram pa spraviti, ker moram nekaj posnet končno in poslati, tako da ja. To je plan, danes nimam live streama, imam pa druge stvari za delati, pa še nekaj za narisati. V glavnem. Mika snema za OnlyPass. For free? Ostanki mac and cheese, montiram. Nekje je pa Mika. About how I'm so lucky to have a place that I can come home to. Yes, I am on my way. Jaz spravim se in pol gremo iskat darila v Bags & More in tako se veselim, tam imajo vedno take cute pakete. Da zadnje cajte sem v McDonald's več, kot bi hotela, ampak najbolj hiter je pa še drive-in. Dan, hvala. Adijo. Tudi je bila nasmejana lepo. Pist. Sploh vam ne znam povedati, kako ma čakam, da imela cajt za še druge stvari v življenju, ko pa kar zdaj delam. Če ne bi bilo teh napornih dni, se ostali dnevi ne bi zdeli tako fajni. Evo, da vam pokažem moj ulov za darili. Kakšne lepe barvence. Božični set spatul, ta je v obliki rokavice. In ta je navadna kugla in pravi Jingle all the way. Kako je lepo. To lahko dariš komorkoli, ki rad kuha in da ceni te detajle, recimo Mika. Da bi lahko sestrični podarila ali pa mami ali pa teti, v bistvu komorkoli. Tudi moja ta rad kuha, sem nam če njega briga, da ima te spatule. To sem pa prav mogla vzeti, ker me spominja na moj najljubši film Sam doma in sicer ta dva golobčka, ki sta znak prijateljstva in ki vem, da v tem drugem delu Sam doma enega golobčka te ženski, ko je pač v parku bila in enega obdrži. Je pa ful zanimivo, ker sem se z Joshom prvič spoznala in mi je prinesla enega golobčka in ga ima pa on. Tako da v bistvu me je friendzonal, moj fant. Ampak okej, pustimo malenkosti. Tako da se mi zdi taka lepa gesta za mogoče prijatelje ali pa da pač nekomu kupiš kot okrasek in ja, če je kak friend home alone. Bolj za otroke igrače ali pa za odrasle, za mene. Za otroke imaš ful nekih stvari, sestavljank, igrač, to se mi je zdelo zanimivo, ko ven v bistvu kot arheolog izkopavaš te kosti dinozaura. To se mi zdi, da bi vsak, pač mogoče malo večji otrok bil ful za
Vesel tega, se piše nad 6 let, ko so že dosti sposobni in ja, ful dobro, ful zanimivo. Seveda ne moreš faliti za Tommy Hilfiger z okni za moške, imajo tudi taka lepa kovinska pakiranja, ful dobro, tako da v bistvu že imaš darilo zapakirano, jaz sem vzela te črne za fanta in so pa te dolge, pa take pikice imajo, da niso čisto navadni črni, tako da ful dobro. In pol ta lepi trakec, ni cute, pač te barva mi je ful všeč, pa te pikice, ker ful imaš tudi teh pletenin, nogavic, šalov, kap in pa trakcev. To bi bilo za kako sestrično ali pa prijateljico. Imaš pa tudi ful izbire denarnic. Od raznih znamk Calvin Klein, pol imaš tudi ta novo Cezar. Bom napisala tukaj, ker se danes že cel dan lovim, kako se to izgovori, v glavnem ful kvalitetne usnjene denarnice. In slišala sem, da rdeča denarnica prinaša več denarja, tako da moram priznati, da sem to pa za sebe vzela, ker moja stara denarnica je čisto razpadla, nimam tega gumba več za zapreti, jaz imam rada te manjše denarnice in ni lepa barva, taka božična, pa nam vedno smo črna, zdaj sem pa bilo ne. In pa če jo odpreš, imaš tu za kartice, pa imaš not za gotovino, pa imaš pa še zadrgico, tako da denarnica je vedno dobra stvar, če jo kdo rabi. In pa sem si pa še kupila nogavice, te Dedolez, tako mačke, tu imaš take različne mačke, tu imaš črne mačke, pol je ena nogavica, pač dve nogavici sta, ena drugačna kot druga, imaš črno mutjo, ja, Mika, I know, tebi govorim, črne mučike sem si kupila že nogavice, vidi moja. Ja, samo še malo. In je 1+1 gratis, tako da sem dvojne kupila pa 4 dobla, a ne Mika. Sem pa kupila še ene nogavičke Dedolez, ki jih nimam tukaj, zato ker sem jih podarila v dobrodelne namene. Dobrodelna nogavička se imenuje ta dobrodelna akcija in Slovenska Karitas zbira nogavičke za otroke in odrasle iz ogroženih družin, tako da se mi zdi, predvsem zdaj decembra je lahko za koga to ful težek čas in če narediš eno malo stvar, pa vsak naredi nekaj malega za tiste, ko so v bistvu najbolj ogroženi ali pa tudi mogoče v tem mesecu najbolj trpijo, tako da če greste v Exenmore lahko podarite nogavičko, so pa 2,99, tako da. Kar se pa daril tiče, Exenmore ima zdaj tako akcijo, da več kupiš, več prišparaš. Torej, če kupiš 2 darila, boš dobil drugega, ki je cenejši, 60% off. Torej, če kupiš 6 daril, dobiš 3 darila, ta cenejša za 60% off. Tako da, če nimate ideje ali pa da iščete inspiracijo, jaz vam povem, samo pojte v trgovino ali pa na spletno stran, pa boste ziher se spomnili, to bi bilo za tega, to bi bilo za tega, vsaj jaz sem tak. Velja pa ta akcija na spletu in v poslovalnicah. Jaz sem vesela z naborom in mogoče sem komu še kako idejo dala.
po noči kekse pečem. Zdaj bom dokončala video za Samsung. In pol mogoče stuširati pospati ali pa še kaj narediti, bomo videli. Načinčer pred hišico sem rekla, da bom naredila. I know.